Spomladanska menjava dlake pri živalih. Zakaj je v našo družbo dobro privabiti čebele samotarke? Predstavljamo repate dvoživke, pupke. Pozdravljeni! V toplejših pomladnih dnevih ljudje oblečemo lahkotnejša oblačila. Enako pa naredijo tudi živali. Danes smo obiskali ljubljanski živalski vrt. Skupaj z Ano bomo preverili, kako to poteka pri živalih. Res je. Tudi živali se na toplejše dni oblečajo, odenejo v bolj lahkotna oblačila oziroma bolj tanko dlako. Morda najbolj očitno bo postalo to pri kamelah. Kajti kamele menjajo dlako v celih kosmih, tista močna, zimska, gosta dlaka, odpade in spodaj vidimo skoraj golo kožo, na kateri so že majhne dlake, ki poganjajo in bodo postale pomladni kožuh. Ob nama je tudi vaša kobila. Kako poteka to pri konjih? Menjava dlake poteka tudi pri konjih. Ne sicer v tako mogočnih kosih kot pri kamelah, pa vendar vsa ta topla podlanka, ki je celo zimo služila za ohranjanje telesne toplote, se zdaj intenzivno lušči dol in jo moramo krtačiti vsakodnevno, tako da nastajajo celi tepihi tople zimske podlanke. Kako je še pri drugih živalih in kdaj se ta proces pravzaprav začne? So temperature tiste ali dolžina dneva? Kako je pravzaprav povezana, s čim je povezana ta menjava dlak? Menjava dlak je povezana z obema dejavnikoma, torej temperatura in pa daljši dan sta tista, ki sprožita ta proces. Tudi pri drugih živalih seveda poteka menjava dlake, naprimer pri naših krško-poljskih prašičih je dobro vidno, kako te ščetine, ki pravzaprav ne služijo tako zelo kot toplotna izolacija, pa vseeno se tudi pri njih menjajo, tako da so na enih predelih popolnoma goli lahko vsi ta čas, potem pa spet dobijo veliko poletnih ščetin, ki jim pa služijo v poletju zato, da jim ni prevroče tudi, kot zaščita kože. V ozadju smo prej slišali tudi vašega pava. Ne menjajo samo dlake, tudi perje. Tako je. Ptice malo prej zamenjajo perje in pri različnih vrstah ptic poteka menjava peres popolnoma vrstno specifično, torej prilagojeno glede na vrsto, in naš pav se je seveda že moral prej pripraviti na pomlad, zato da je lahko sedaj žari v svoji najlepši lepoti in si je nadel peresa, s katerimi čez leto seveda ne more leteti, jih pa ima za razkazovanje in osvajanje svojih samic. Omenili sva ptice in odlakane živali. Pri vas v živalskem vrtu, če imajo obiskovalci srečo, lahko vidijo takšno posebno sožitje med pticami in drugimi živalmi. Res je, ja. Kadar se pri naših živalih, posebno na kmetiji, ko menjavajo dlako v intenzivnih kosmih, pridajo po to dlako tudi živali, ki gnezdijo in si jo naberejo za svoja gnezda, kajti ta dlaka je posebno prijetna za valjenje jajc. Tako da se včasih celo zgodi, če dlake ni na voljo naokrog, da sedijo na hrbtih naših živali in cufajo dlako, ki je se že odluščila od kože. Tudi vi živalim pomagate pri menjavi dlake? Je v tem času potrebno kaj več krtačenja, druge nege? Krtačenje načeloma delamo celo leto vsakodnevno. Sedaj pa traja to krtačenje za vsako žival malo dlje časa, zato da vso to odvečno dlako spravimo dol. Menjava dlake je kar zahteven proces za živali. Gre za metabolni proces, kjer mora najprej staro dlako odluščiti, da tako rečem, in potem zgraditi in pripraviti ves material za novo dlako. Tako da so v tem času živali posvečene procesu menjave dlake in pravzaprav je to kar zahtevna naloga za njih. Zdravstveno lahko vpliva na to, da so malo bolj občutljive živali, ker vso svojo energijo usmerjajo v menjavo dlake. In spomladjo so na pohodu tudi razni virusi, tako da lahko to včasih tudi na živali vpliva. Ampak ko se proces menjave zaključi, so potem tudi živali nazaj zopet v polni poletni preobleki in fit.
čebele samotarke je potreben prav posebej predstaviti. Jaz to delam v svojih knjižnih delih in člankih že mnogo let in to zelo rade volje, ker to ima en velik uspeh, v bistvu velik pomen v vrtnem, ne samo v vrtnem, v vseh okoljih. V našem okolju živi več kot 500 vrst čebel, divjih čebel jih imenujemo, med katerimi so medonosne čebele samo ena vrsta izmed njih. Vse ostalo, večina teh drugih čebel je samotarskih. Imamo tudi čmrlje, imamo različne vrste, od listoresk, dišavk. Rad bi predstavil predvsem slednje, ki sem jih omenil. Dišavke, rdeča dišavka je vrsta, posebna vrsta, Osmia rufa njeno strokovno ime, ki je zelo univerzalna. Namreč posamezne vrste teh samotarskih čebel so zelo posebne, so vezane samo na eno samo rastlino, ki jo oprašujejo. Zato se pojavljajo v okolju samo ob cvetenju le-te, recimo bršljanka in še katera druga. Medtem ko so samotarske čebele, te rdeča dišavka, se pojavlja ta čas v okolju, najbolj izrazita pa je v času cvetenja sadnega drevja. To je praktično za nas, ki imamo sadovnjak, vrt tudi. Kajti te čebele niso tako posebne, specializirane na eno samo vrsto, temveč so univerzalne. Oprašujejo več kot 200 vrst različnih rastlin, med katerimi je veliko tudi teh, ki jih imamo mi v vrtovih in v sadovnjakih. To se pravi, privabimo jih pa lahko na ta način, da jim ponudimo naravna gnezdišča, zatočišča, kjer bodo poskrbele, samice bodo tam poskrbele za svoj zarod. Značilno za te čebele je, da samice same poskrbijo za zarod, ki ga pa ne bojo nikoli videli, ker to naredijo, pač preminejo več ali manj. Zarod se pa sam razvija, inkubira se v teh gnezdilnicah, ki vam jih zdaj prikazujem. Gnezdilnice so lahko trstika, bambus, luknje v lesu, kot vam prikazujem. Včasih so že pride prav taki samički celo luknja, ki je nastala za izruvanim žeblom v lesu. Pogoj je, da je ta gnezdilnica nameščena na toplem mestu, tam, kjer je sonce, kajti v hladu, v vlagi se to ne bo inkubiralo. Gnezdilnico lahko postavimo tudi samostojno, ne tako, kot imamo tu predstavljeno nek objekt, v tem primeru na delavnico, drvarnico, kakorkoli. Lahko je malo lepši, estetski izdelek, lahko si damo duška, lahko naredimo okras na hiši, ki je lepa, lahko naredimo lesen okras, navrtan z luknjami. Poznam veliko teh primerov, kajti bralci in poslušalci obiskovalci mojih predavanj mi potem javljajo, pošiljajo fotografije, navdušeni, kajti navdušeni z razlogom. Samotarske čebele nam bodo tudi povedali, v kakšnem okolju živimo. Če je to okolje kemijsko onesnaženo, potem jih bomo zaman pričakovali. To se pravi, da se jih moramo razveseliti. Zato nam niti ni potrebno imeti sadovnjak, vrt ali karkoli. Lahko nimamo nič. Ampak lahko imamo samo samotarke, ki nam bodo povedali, kje živimo. To lahko namestimo na okno, pač preprosto tam, da bomo lahko opazovali. Samotarske čebele ne pikajo, niso nevarne otrokom, lahko jih primemo, sam jih ne bomo, ker nimamo nič od tega in bi jih poškodovali in bi jih plašili. In v bistvu bolezni enih in drugih, če zdaj dam primerjavo medonosne čebele, čebele, ki jih imamo v čebelnjakih, ki z njimi se ukvarjajo čebelarji, njihove bolezni si niso kompatibilne, se ne prenašajo ena z druge, niti si te žuželke niso med seboj niti malo moteče. Tako da boste v okolju v prid veliko naredili, če boste naredili kaj takega in sebi v zabavo in potrditev, v kakšnem okolju živite.
Med našimi dvoživkami so zagotovo najbolje poznane žabe in pa seveda močerat. Močerat ima pa tudi svoje sorodnike, manj znane vrste, to so pupki. Ravno danes sem prišel sem na botanični vrt Tal 2000, da si ogledam, ali so pupki že zunaj ali so že začeli z svojim zanimivim dvorjenjem. Poskušal jih bom nekaj ujeti, da vam jih podrobneje prikažem. V Mlaki na botaničnem vrtu Tal 2000 sem ujel tokrat dva navadna pupka. Imam srečo, vidimo tukaj sta nekoliko različna. To je parček, samička pa samček. Vidimo, da je samček veliko bolj pisan kot samička, posebej po spodnji strani, pa seveda tudi zgornja stran lepo pegasta, pa pisan rep, pa če bi videli še od blizu, posebej v vodi, imajo tudi taki fini greben, kot pravi mali zmajčki. Zanimivo pri pupkih je, da so to večinoma vodne živali, podobno kot žabe seveda grejo v vodo, da odlagajo mrest, se pa zadržijo veliko dlje časa, kot pa recimo rjave žabe ali pa krstače v vodi. Tudi več mesecev so lahko v vodi, dihajo z pljuči, drugače se pa zadržijo v glavnem na dnu in med rastlinjem. Za vse pupke je pomembno, da so v vodah, kjer so prisotni, ni prisotnosti rib. Ribe so njihovi glavni plenilci, tako ličink, jajčec seveda, pa seveda tudi odrasli, kot vidimo, recimo to so velikosti tam nekje do 10 cm in jih ribe zlahka požrejo. Jajčeca, ličinke žrejo tudi seveda vodne ptice, tako da se pupki najraje držijo v plitvih, manjših vodah, ker pač plenilcev ni oziroma jih je čim manj. Pri pupkih je zanimivo dvorjenje. Samčki, kot vidimo, so veliko bolj pisani in dvorijo samičkam. Dvorijo v vodi, tako da se postavijo pred samičko, plapolajo z temle repom, pa seveda dvignejo greben in če so samički všeč, jih tale sprejme. Samček potem odloži svoje jajčeca, samička jih vzame vase, se pravi oploditev je notranja in potem oplojene jajčeca odlega na vodno rastlinje. Včasih celo tudi zavije jajčece pod vodno rastlinje med liste. V eni sezoni pa lahko odloži nekaj 100 jajčec. Od teh se seveda vsi ne razvijejo, ker veliko jih, kot sem že povedal, jih požerejo plenilci. Tisti, ki se potem razvijajo v ličinke. Ličinke imajo zunanje škrge, take plapojače, podobno kot recimo pri proteusu. Živijo v vodi, ko se preobrazijo, so podobni odraslim in grejo na kopno. Kopenska oblika, recimo pupka, je podobna potem kot pri samički, se pravi brez grebena, brez tega pisanega repa in nekateri ljudje so mi že povedali, da so videli kakega kuščarja, pa je bil v resnici dejansko samo pupek. Tukaj pa ne živi samo ta navadni pupek, ampak živi tudi še en precej večji, to je veliki pupek. Ga bom poskušal tudi še zdaj tega ujeti, da vam tudi prikažem še tega. Tokrat imamo srečo, prijel sem še eno vrsto pupka, ki živi pri nas. To je veliki pupek in ko pove že ime, je precej večji od tistega, ki sem ga pokazal prej, se pravi navadnega pupka. To je tale vrsta.
precej črno obarvan na prvi pogled, saj na kopnem. V vodi je precej bolj živahnih barv, posebej tale rep, ki se v temi tudi lahko fluorescentno sveti, posebej pa za njihovo vrsto, pa za samičke. Tudi ta ima greben. In pa seveda takšen rep, nazobčen rep, obarvan rep, pa zanimiva obarvana spodnja stran, ki malo spominja na močerada, konec koncev pa tudi v sorodu z njim. Tudi ta pupek, podobno kot navadni pupek, ima podobne navade, se pravi s tem repom, s tem grebenom osvaja samičke. Če je uspešen, poteka parjenje podobno kot pri navadnem pupku, se pravi tu je vse podobno, s tem, da je pač ta veliko večji, živi tudi v večjih vodah, v globjih vodah, se pa tako kot navadni pupek izogiba vodam, kjer so ribe. Ribe mu pač seveda niso povšeči, ker so njegov glavni plenilec. Če pogledamo še pupka recimo od blizu, vidimo na prvih tačkah, zanimivo, ima 4 prste. Tukaj vidimo 4 prste, na zadnjih tačkah jih ima pa 5 prstov. To je sedaj svadbena oziroma vodna oblika. Tale grebenček, samček zgubi, ko gre iz vode, tudi rep ni več tako grebenast, koža pa stane nekoliko bolj groba, namesto tega grebena pa dobi takšno rumeno črto. In potem živi na kopnem, pod takšnimi skalami, kjer se tudi prehranjuje, je malo manj aktiven, kasneje hibernacija pa poteka podobno kot v drugih dvoživkah, globje v zemlji, kjer preživi zimo in potem zgodaj spomladi poišče primerne vode za parjenje. Imam še samičko, tukaj v mreži. Imamo samičko in kot vidimo, recimo, samička je brez tega grebena po vrhu, povsem gladka, pa tudi rep je navaden, nima tistega grebena na repu. Drugače so se pa med sabo precej podobna, tu spodnja obarvanost. Moče še kot zanimivost, recimo, da vsak pupek z tem vzorcem je unikaten, se pravi, da če bi ga fotografirali, recimo, bi lahko potem določali oziroma ga prepoznali podobno kot po taki osebni izkaznici. Vsak ima pač drugačen vzorec. Še za primerjavo z samčkom, da vidimo, da sta si dejansko različna. Podobna velikost, s tem, da pač, kot sem omenil, samica brez tega grebena, samček pa tem z velikim grebenom in večji kot je greben recimo pri samčku, bolj je lahko uspešen pri samici. To je pač en sekundarni spolni znak o njegovi kvaliteti. Podobno tudi rep, recimo, vidimo, rep je pri samčku precej širši kot pa pri samički, z tem grebenom na vrhu, skoraj enkrat širši, pa ta zgornja stran, ki je pa še bolj izrazita v vodi. Nastasija, koga imaš ob sebi in kako dolgo je že v vaši družini? V naši družini je približno okrog 2 meseca. Je pes pasme Coton de Tulear in mu je ime Snoopy. Kdo ga je izbral? Cela družina. Zakaj ravno to pasmo? Pač imamo sorodnike v Ljubljani, ki so imeli isto tako pasmo in ker smo pač bili čez en vikend pri njih,
nam je bil pač všeč in ker je antialergijski, pač tako pravijo, ne, smo ga izbrali, ker je ta mlajša Tamara alergična na pršice. Kaj ti je na Snoopyju najbolj všeč? Na Snoopyju ne bi znala povedati, ker mi je cel sam najbolj všeč. Tako da ne vem, kaj bi povedala. Kaj pa počnete vidva skupaj? V kolikšni meri ti skrbiš za njega? Jaz skrbim večino, malo pomaga mi tudi Tamara, malo pomagajo pa tudi starši. Jaz ga peljem večinoma na sprehode, ga ščetkam, pomagam pri kopanju, včasih tudi zmešam hrano za njega, ker je ful izbirčen, pa noče briketov sam jesti. Pa igrava se skupaj večino časa. Kako pogosto pa ga kopaš, ga moraš pogosto česati? Češe se 2-krat tedensko, kopa pa se 2-krat mesečno. Tako da ni neki problem, da bi bil okrog njega nič. Si dolgo že želela psa? Ja, že dolgo. Odkar sem videla na enem filmu, da ima en človek psa, sem jaz hotela imeti enega kužka, ker bi bil pri meni. In od svojega 8. leta sem si najbolj želela kužka. Ati je rekel, da ga bom dobila takrat, ko bom lahko skrbela za njega, torej tu nekje 10-11 let. In jaz, ko smo bili pri sorodnikih, sem si pač za rojstni dan zaželela enega takega kužka in smo takoj pač šli pogledat. In nepričakovano, povsem nepričakovano, smo dobili Snoopyja. Je Snoopy zdaj takšen kužek, kot si ga želela? Ja, zdaj je on moj sanjski kužek. Vaša hči je zelo odgovorna, ste zadovoljni s tem odnosom in kaj vi menite, kaj pomeni otroku, da lahko tako odrašča s psom? Mi smo se že dolgo menili glede pesa. Več kot 2 leti smo jo obljubljali, da bo pač dobila enega pesa, ampak samo takrat, ko bo lahko skrbela sama za njega. Namreč nisem za to, da bi se otroku kupil pes in da bi mu bil igrača, ampak njegov prijatelj, pa tudi njegova obveznost. In mislim, da za otroka je zelo pomembno, da že od, kako bi rekel, malih nog ima kakšno obvezo, pa tudi ena žival je velika obveza. Današnja oddaja je tako pri koncu. V družbo živali in ljudi ste ponovno vabljeni čez teden dni. Se vidimo!